Lep pozdrav, dobrodošli na spletnem posvetu v okviru projekta Kamen Gor, ki ga vodi Cipra Slovenija, Društvo za varstvo Alp in sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Pri Cipri si prizadevamo za udejanjanje trajnostnega razvoja na območju Alpske konvencije. In v tej luči je projekt Kamen Gor nastal iz potrebe po ohranjanju, vrednotenju in ponovni uporabi tradicionalnega znanja suhozidne gradnje, še posebej na območju Goriške. Namen projekta je tako ozaveščanje, praktično usposabljanje kot tudi povezovanje lokalnih skupnosti, strokovnjakov in prostovoljcev pri obnovi in ohranjanju kamnite kulturne krajine. Suhozid namreč ni le gradbeni element, temveč pokazatelj dediščine, znanja in povezanosti z naravo. Postavljanje kamna na kamen brez veziva je veščina, ki zahteva potrpežljivost, občutek za prostor in spoštovanje do naravnih materialov. Takšna gradnja je izjemno odporna, prilagojena terenu, trajnostna in ekološka, ter ima velik pomen za biotsko raznovrstnost in podobo kulturne krajine. Na današnjem posvetu bomo osvetlili pomen suhozidov z različnih vidikov, od kulturne dediščine do lokalnega razvoja. Spoznali bomo dobre prakse tako iz Slovenije kot tujine, ter izvedeli, kako lahko tudi sami prispevamo k ohranjanju teh struktur. Z nami danes sodelujejo gospa Andrejka Ščukovt iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine območne enote Nova Gorica, oziroma Gorica, se opravičujem, gospa Tina Komac iz Javnega zavoda Triglavski narodni park, Magdalena Holcer iz Cipra International, Karin Lavin iz Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje in Boris Čok, nosilec dediščine in strokovnjak suhozidne gradnje. Veselimo se skupnega razmisleka, kako lahko kot posamezniki, lokalne skupnosti, organizacije in širša družba prispevamo k ohranjanju tega nenadomestljiva dela krajine. Tako da hvala lepa in k besedi vabim že prvi dve se pravi, da začnemo že s prvo predstavitvijo. Suhi zidovi in drugi grajeni objekti na suho po soškem delu Triglavskega narodnega parka. Gospa Andrejka Ščukovt in gospa Tina Komac, prosim. Bo začela kar Tina verjetno, ne? Da predstavi park. Ja, res je. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Torej v Triglavskem narodnem parku je zaradi naravnih značilnosti površja in pa več stoletnih oziroma več tisočletnih dejavnosti človeka v tem prostoru suhozidna gradnja oziroma gradnja na suho vseprisotna. V tem prispevku bom sama najprej na kratko opisala narodni park, pa splošne značilnosti suhozidne gradnje in pa tudi različne aktivnosti, ki jih pripravljamo na tem območju z namenom ohranjanja tovrstne dediščine. V tem nadaljevanju bo pa Andrejka Ščukovt iz Goriške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine opisala konkretne primere tovrstne gradnje oziroma predstavila tipologijo suhozidne gradnje v posoškem delu narodnega parka. In najina prispevka temeljita na podlagi rednih pregledov terena, raziskav in pa spremljanja stanja suhozidne gradnje v okviru najinega rednega dela in pa nekaj tudi prostega časa. Torej, Triglavski narodni park je edini slovenski narodni park in je zato izrednega pomena za vse nas Slovence. Leži v severozahodnem delu Slovenije, poimenovanje po naši najvišji gori, razprostira se pa na 840 kvadratnih kilometrih površine. Velja za enega najstarejših zavarovanih območij na območju Evrope, in sicer prvo varovanje na tem prostoru sega že v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park, torej lani smo obeleževali 100. obletnico ustanovitve Alpskega varstvenega parka. Na desni spodnji shemi lahko spremljamo postopen razvoj od Alpskega varstvenega parka, pri katerem je šlo za precej manjše območje, pa do današnjega narodnega parka, ki je označen z zeleno barvo.
No, potem leta 2003 je bil pa Triglavski narodni park skupaj z zaledjem ustanovljen oziroma vključen še v eno od biosfernih območij. To gre za UNESCO program Človek in biosfera. Gre pa za biosferno območje Julijske Alpe, ki je v Sloveniji eno od 4 biosfernih območij. Lani je bilo pa ustanovljeno še oziroma vzpostavljeno pa še čezmejno biosferno območje Julijske Alpe, ki zajema slovenski del in pa na italijanski strani še območje naravnega parka Julijsko predgorje. No, narodni park je bil ustanovljen z namenom, da se ohranja izjemnost naravnih vrednot, pa da se ohranjajo kakovosti in pestrosti krajin, kulturna dediščina in kulturni spomeniki. Med ključnimi gradniki prepoznavne kulturne krajine, ki jo je skozi stoletja oblikovala tradicionalna raba zemljišč in jo danes varujemo, je pa tudi suhozidna gradnja. Tradicionalne dejavnosti na tem območju so pa lov, rudarstvo in železarstvo, s tem povezano oglarstvo, pa gozdarstvo, živinoreja s planinskim pašništvom ter bolj skromno poljedelstvo. No, da se je na tem območju sploh lahko razvila stalna poselitev, sploh v tako velikem obsegu, je moral človek sploh v preteklosti in pa še danes naravno okolje in pa površje v določeni meri prilagoditi svojim potrebam. In eden od teh primerov prilagoditve je ta, da so ljudje s površin, ki sicer ne bi bile primerne za obdelovanje, so očistili oziroma odnesli ogromne količine kamna in na tak način pridobili nove travnike in pašnike in pa urejali njive. Pri tem so si seveda skozi zgodovino pomagali z različnimi pripravami in orodji. Ta nabran kamen pa so seveda uporabili za gradnjo različnih objektov, ki so jih rabili za svoje potrebe, predvsem za gradnjo zidov. Šlo je pa predvsem za tehniko gradnje na suho oziroma suhozidne gradnje, torej za gradnjo s kamnom brez mokrega veziva. Se pravi, je suhozidna gradnja neločljivo povezana s čiščenjem zemljišč in pa s pridobivanjem novih obdelovanih površin. Suhozidna gradnja oziroma suhi zidovi in drugi na suho grajeni objekti pa niso uporabni samo za ljudi, ampak imajo izjemen pomen tudi za biodiverziteto oziroma za vrstno pestrost. Zato, ker predstavljajo primerno življenjsko okolje za različne rastlinske in živalske vrste, ki tukaj sicer ne bi mogle uspevati. Kamen namreč vpija ter potem oddaja nazaj v okolje toploto, kar ustreza številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Poleg tega so med kamni številne razpoke, ki lahko služijo kot skrivališča in mesta za odlaganje jajc in podobno. No, ker smo v Triglavskem narodnem parku želeli bolje spoznati značilnosti in pa stanje suhozidne gradnje v tem prostoru, smo se skupaj z obema območnima enotama Zavoda za varstvo kulturne dediščine, se pravi s kranjsko in pa goriško stranjo, smo skupaj pred leti začeli izvajati terenske raziskave tovrstne dediščine. Za ta namen smo skupaj razvili posebne popisne obrazce, ki so namenjeni beleženju posameznih enot. Razvili smo tudi vprašalnike in se potem lotili posameznih izbranih naselij oziroma delov naselij, pa planin in tudi drugih območij na različnih koncih narodnega parka, tako na Posoški kot tudi na gorenjski strani. Pri tem pa več let že sodelujemo tudi študenti etnologije in pa nekaj let študenti arhitekture oziroma urbanizma. No, pri teh terenskih raziskavah nas zanimata pojavnost oziroma tipologija suhozidne gradnje. Vemo namreč, da v taki tehniki niso zgrajeni samo zidovi, ampak tudi številni drugi objekti oziroma deli objektov, pa še različne strukture. Na suho so s kamnom lahko utrjene oziroma tlakovane tudi različne poti oziroma zemljišča. To pojavnost oziroma tipologijo bo v nadaljevanju predstavila Andrejka Ščukovt, tako da se jaz v to zdaj ne bom poglabljala, samo na kratko predstavljam.
Pri raziskavah nas pa ne zanima samo ta nepremični vidik te dediščine, torej sami objekti, ampak tudi znanje in veščine in pa graditelji oziroma nosilci te nesnovne kulturne dediščine. Zavedamo se, da je bilo sploh v preteklosti opravljeno izjemno veliko zahtevno delo, najprej pri čiščenju zemljišč, ki so jih na tak način naredili primernejše za obdelavo, torej za košnjo, pašo in za poljedelstvo. Potem je bilo pa tudi ogromno dela in truda vloženega za gradnjo zidov, predvsem zidov, in pa za sprotno vzdrževanje oziroma popravljanje. Po naših ugotovitvah večina zidov in drugih kamnitih struktur obstaja dlje od koder oziroma do koder sega spomin današnjih prebivalcev. Zdi se nam, da so zidovi tukaj že od zmeraj. Ljudje dostikrat ne pomnijo, da bi jih kdo gradil na novo, vendar so se pa v spominu ohranili vseeno kakšni posamezniki, ki so imeli izredno znanje in veščine tovrstne gradnje. Pri raziskavah nas zanimajo tudi narečni izrazi oziroma poimenovanja, ker vemo, da se izraz suhozidna gradnja v splošnem oziroma vsakdanjem življenju ne uporablja. Potem nas zanimajo morebitna ledinska imena, ki so s tem povezana, pa tudi odnos ljudi, predvsem prebivalcev in pa lastnikov zemljišč do takega načina gradnje oziroma do takih objektov. No, na kratko še, oziroma zanimajo nas tudi različne tehnike gradnje in detajli. Če na kratko povzamem tehnike gradnje pri zidovih, poznamo v splošnem podporne zidove in pa enojne in dvojne zidove, se pravi na območju narodnega parka. Pozorni smo tudi na različne detajle, kot so prehodi skozi zidove in pa različne dopolnitve teh zidov, na primer z lesenimi in drugačnimi ograjami. No, pa še kratek opis današnjega stanja suhozidne gradnje in pa tovrstnih objektov. Najbolj opazno spremembo v prostoru oziroma v kulturni krajini je povzročilo opuščanje tradicionalnih dejavnosti, predvsem kmetijstva, zaradi katerih lahko rečemo, da je večina suhih zidov in podobnih objektov sploh nastala. Travniki in pašniki se zaraščajo, zidovi, ki so prej ograjevali živali, pa danes stojijo sredi gozdov. In če se ta gozd ne bo več povrnil nazaj v obdelovalne površine, se seveda tudi zidovi ne bodo več vzdrževali in bodo propadali še naprej. Podirajo pa se tudi kakšni zidovi sredi naselij ali pa planin, ne samo na bolj oddaljenih lokacijah. Potem tudi grajene poti, ki jih tudi štejemo med suhozidno gradnjo, med objekte, ki so zgrajeni na ta način, so lahko v zelo različnih stanjih, nekatere so ohranjene zelo dobro, to so predvsem tiste, ki se danes uporabljajo kot pohodne oziroma planinske poti, in nimajo večje obremenitve. Potem so pa take poti, po katerih se danes vozi težka mehanizacija, to so predvsem tiste za spravilo lesa. Te so pa v veliki večini uničene oziroma vsaj so ohranjene samo v manjšem obsegu. Pojavljajo se pa tudi različne manj primerne prakse, to je na primer uporaba lokalno neznačilnih tehnik in pa tipov gradnje in pa poustvarjanje suhih zidov in uporaba različnih manj primernih materialov. Vzdrževanje in pa obnova sta bolj redkost kot pravilo. Pogosto je problem, da ali ni ljudi, ki bi še znali kvalitetno graditi v tej tehniki, ali pa ljudje ne zaupajo tehniki suhozidne gradnje in raje uporabljajo beton. Včasih pa taki zidovi oziroma grajene poti in drugi objekti predstavljajo samo še oviro v prostoru, zaradi spremenjenega načina življenja in dela in jih raje podrejo oziroma odstranijo. No, z namenom ohranjanja teh znanj, veščin in pa samih kamnitih grajenih objektov, različne organizacije s področja varstva kulturne dediščine in pa s področja izobraževanja in turizma pripravljamo različne aktivnosti, s katerimi želimo ozaveščati
in pa izobraževati različne ciljne skupine, vse od otrok do starejših, pa od prebivalcev in lastnikov zemljišč, tudi obiskovalcev. In to izvajamo s pripravo različnih predavanj, posvetov, vodenj in pa tudi s pripravo različnih objav na različne načine. Izjemnega pomena je tudi sodelovanje z drugimi, ki imajo pri tem že veliko izkušenj in znanja, na primer s partnerstvom Kraške suhozidne gradnje, s katerim zelo uspešno sodelujemo že več let, z namenom, da se nekaj dobrih praks prenese tudi v naše okolje, seveda v prilagojeni in primerni obliki. Potem organiziramo tudi razne izobraževalne aktivnosti, kot so na primer delavnice obnove, s katerimi bomo v prihodnje še nadaljevali. In veseli nas, da opažamo, da posamezne šole že same izražajo zanimanje za pripravo tovrstnih delavnic. Torej, to pomeni, da se v prostoru že poznajo rezultati tega večletnega ozaveščanja in drugih aktivnosti. Hvala za vašo pozornost. Zdaj pa gremo bolj podrobneje h konkretnim primerom suhozidne gradnje v Posočju. Hvala. Zdaj bojo pa problemi. A mi lahko vi postavite tole? Ja, zdaj pa kar Ja. odprite tisti PDF, ki ga imate. Tako. A je? Super. Pa v spodnjem Zdaj, desnem robu. V bistvu, če grem. Evo, zdajle je, zdaj ga imamo. Ja, imate? Ja. Aha, dobro. V spodnjem desnem robu. Aha, tako je, super. Ja, dobro. Se Hvala. verjetno bo šlo, ja. Lepo pozdravljeni tudi iz moje strani. In sicer uvodoma bi vam rada predstavila na splošno območje obdelave, to je primorski del Triglavskega narodnega parka, kjer tudi delujem kot konzervatorka. In naj povem, da so s kamnitimi gradniki brez posebne obdelave, z brez ali malo veziva, gradili raznovrstne tipe stavb v masivne, skladne in estetske strukture, in sicer to tako imenovane suhe zidove in pa tudi same stavbe. Ker se kot stavbno dediščino srečamo tudi specifično obliko alpske hiše, ki je prepoznana sestavina kulturne krajine tega prostora, poleg tega pa so prepoznane sestavine kulturne krajine tudi raznovrstne kamnite zložbe, kjer je do sredine 20. stoletja gospodarstvo temeljilo predvsem na reji drobnice in skromnem poljedelstvu. Skratka, v Zgornjem Posočju je v preteklosti način življenja so narekovale naravne danosti, zaradi strmega reliefa, ostrega alpskega podnebja in skope zemlje je bila najugodnejša tu reja drobnice. In v skrbi po ohranitvi prsti, lažje izrabe in obdelave zemljišča, da živina ni povzročala škode, na pridelku so površine zavarovali z raznovrstnimi tipi kamnitih zložb. Že Anton Melik je v svojem delu, citiram, navedel: "Ti obzidani zidovi nam pripovedujejo o dediščini krepko prevladujoče živine, ki je bila očitno dominantna gospodarska panoga v kmetijstvu Bovškega in prav tako v Bovcu samem. In so dediščina velike davnine." Konec citata. Poleg tega je navedenega je tudi leta v 70. letih 19. stoletja ravnatelj kmetijske deželne šole
med ukrepe, ki sicer jih je uvrstil v zaščito gozdov v Soči in Trenti, navedel prepoved postavljanja lesenih ograj. In sicer citiram: posredno s tem bi imeli koristi, ker bi ljudje čistili travnike od kamenja. Podrobna priporočila je izdal tudi vikar Črv, ki je bil v Trenti od leta 1870 in 1872 in podobno zaključuje: naj ljudje uporabljajo kamenje, ki je v okolici na razpolago, namesto da bi uporabljali za ograjevanje les, ki se po dobrih 20 letih, po dobrih 2 letih tudi propade. Poleg navedenega so dragocen vir za pregled kulturne krajine Zgornjega Posočja fotografije, ki jih je posnel v sredini 20 let Jaka Čop in tudi sodelavci Etnografskega muzeja, tako imenovanih Borisa Orla oziroma Orlovih ekip, in kjer v fotografijo ujete podobe prikazujejo ob bok življenju, delu in stavbarstvu tudi podobo kulturne krajine z rabo prostora, ki je danes zelo spremenjena. Na prelomu iz 19. v 20. stoletje sta Trento in Sočo fotografirala tudi botanik Albe Boadšen ter oče alpinizma in glasnik lepot Julijskih Alp, dr. Julius Kugi. Čeprav je bil predmet njunega preučevanja predvsem alpski svet, so posnetki Soče in Trente posredno tudi prikazujejo suhozidno gradnjo oziroma so velikega dokumentarnega pomena. Saj na njih tudi prepoznamo kašte, mire in pa druge oblike suhih zidov. Zaradi izseljevanja v drugi polovici 19. stoletja pa je prišlo do velikega opuščanja domov, obdelovalnih in pašnih površin. Veliko število gospodarskih stavb in hiš se je iz stalne naseljenosti preoblikovalo v začasna bivališča. Opuščanje obdelovalne površin, se pravi njiv, travnikov, senožetij, ki so se zarasle, je pomenilo tudi propadanje suhih zidov. S tem opuščanjem pa se je počasi izgubila tudi veščina, pomen in znanje suhozidne gradnje. Bovška hiša, kot rečeno, specifična oblika alpske hiše, ima v svojem prostoru tudi, če le dobro pogledamo in razberemo prostor, veliko suhozidnih struktur. Sama in sicer lahko so objekti, te suhozidne strukture neposredno ob objektih ali pa nekako bolj bližnji okolici. Poleg alpske hiše je pomembno omeniti tudi gospodarske objekte, predvsem tukaj so ovčji hlevi, ki so bili pozidani z kamenjem neposredno iz okolica v suhozidni gradnji ali pa z malo veziva. Rada bi na tem mestu omenila še planinsko pašništvo, ki je tudi značilnost tega prostora, in sicer gre za dvostopenjsko pašništvo, kjer so se najprej preselili na tako imenovane prestaje in potem kasneje prišli na visokogorske pašnike, kjer tudi marsikje smo lahko dokumentirali oziroma po virih ugotovili, da so se pojavljali ti suhi zidovi.
Kot je bilo tudi že rečeno, smo dokumentirali skupaj z sodelavci iz parka in pa območne enote Kranj ter študenti Filozofske fakultete, oddelka za etnologijo, suhozidno gradnjo na primorski strani Triglavskega narodnega parka, in sicer v Bavšici in v Trenti. In sicer za samo predpripravo te dokumentacije smo se pravi pregledali obstoječe karte, na katere tudi lahko vidimo in na katerih so vrisani ti številni suhi zidovi raznovrstnih tipov. Tukaj je primer iz Bavšice, naslednji pa je iz Trente. No, in sicer na podlagi analize pridobljenih podatkov so ugotovljeni prevladujoči tipi suhih zidov, njihovo materialno stanje, pomen in raba ter nenazadnje tudi njihova estetska vrednost. Najpogostejše oblike suhozidne gradnje, ki se pojavljajo, pa so prostostoječi zidovi in podporni zidovi. Prostostoječi zidovi so lahko enojni ali dvojni, so poljubne dolžine, lahko tudi nad 30, tudi 50 metrov dolžine, v višino segajo od nekako pol metra do metra in pol. Enojni zidovi so grajeni tako, da stojijo večji kamni v spodnji polovici, proti vrhu pa so postavljeni manjši. Med enojne zidove uvrščamo predvsem rute in mire, dvojni pa imajo pozidano kamenje na obelici in v sredini nametan drobir. No, zdaj, če pa preidemo na posamezne tipe suhih zidov, je prvi tako imenovana kašta, ki sodi med najbolj razširjeno obliko suhih zidov, in sicer to podpira nasute terase in to so podporni zidovi, ki pa jim v Posočju pravijo kašta. Kašta stoji na nagnjenem terenu, preprečuje izpiranje materiala iz višjega ležeče na nižji ležeči teren. Za kašto, ki je pozidana brez veziva, so kamenje trebili, pobirali na bližnjem svetu ob čiščenju pašnikov. Kašta je v podnožju običajno pozidana z večjimi kamni, skalami, vrh se zaključuje z manjšimi, lahko tudi okroglimi. Po pripovedi enega izmed informatorjev, okrogli kamni naj bi preprečevali, da bi koze, ovce stale na vrhu zidu oziroma preskočile zid na plodno zemljišče. Za kašto so potem ponavadi nametali material in nato prst in na njej posadili fižol ali krompir. Naslednja oblika je tako imenovani mir. To je samostojno stoječi zid, ki pa stoji na bolj ravnem terenu. Mir je na obe lici pozidan iz večjih kamnov, vmes je nametan grušč. Predstavljal naj bi nekako nek mir med sosedoma oziroma lastniško mejo, parcelno mejo, ločeval bi dve zemljiški strukturi. Mir, ki pa je postavljen pod vznožjem hriba, pa ima tudi zaustavljanje funkcije oziroma preprečevanje, da bi se kamenje valilo, oziroma neko funkcijo zaustavljanja. Sledijo sopotja, to je pešpot, ki jo na vsaki strani obdaja kamnit zid in torej ustvarja sopotje. Sopotje so postavili v bližino hiše oziroma domačije in to na bolj izravnanem terenu. Zamejuje pa predvsem tiste poti, po katerih so gnali živino na pašo.
Večina sopot je zgrajena na nek preprost način, širina med dvema zidovama pa je različna oziroma je odvisna od terena. Sledijo ruti oziroma rut. To je samostojno stoječ zid, ki predstavlja ograjeno plodno zemljišče in preprečuje vdor živine. Rut ima lahko tudi funkcijo opornega zida. Če postavljam ob vznožju hriba, tudi preprečuje, da bi se kamenje kotalilo na zemljo oziroma da bi se prst ne izpirala. Lesen plot lesa je vgrajena v mir in predstavlja prehod na plodno zemljišče. Vpeta lesa je sestavljena tako, da je vpeta predstavlja dve pokonci postavljeni močnejši lati, ki sta ponavadi iz macesnovega lesa, medtem ko so horizontalno postavljene sušice oziroma smrekov les. Zaradi propadanja lesa pa je bilo potrebno leso tudi stalno vzdrževati in sproti nadomeščati propadajoči les. Potem so apnenice, ki so do sredine 20. stoletja še delovale, in sicer vsaka večja domačija je imela svojo apnenco, lahko pa 2 do 3 domačije so imele po eno. Porabljali so jo za žganje apna. V tem območju, primorskem delu, so različne velikosti in znanje kuhanja apna je pa prehajalo iz roda v rod. Apno so pa uporabljali za lastno uporabo, za zidanje, razkuževanje, beljenje in tako naprej. In sicer apnence so ponavadi postavljene ob cesti in to pa predvsem zaradi lažjega dostopa in tudi potem odvoza apna. Dokumentirane apnence so krožnega tlorisa in pozidane z zloženimi kamni na suho. Proti vrhu pa se kamni apnence zožijo, tako da nastane velb oziroma špica. Okrog pa so postavili tudi določeno nasutje, da ogenj ni udaril skozi vrh. Vrh apnence so zavarovali nato še z malto. Kamnit tlak oziroma lašč je postavljen običajno ob stanovanjski hiši. In sicer in pa tudi na območju pohodnih površin v okviru domačije. Lahko je položen tudi na zatrepni strani stavbe in na zadnji in v tem primeru ima funkcijo drenaže. Kamni so položeni v naravno podlago, v zadnjih desetletjih tudi v malto. Material oziroma lašč predstavljajo lahko manjši oziroma večji kamni, ki so bili ponavadi pobrani v neposredni okolici oziroma iz bližnjega vodotoka. Potem imamo groblje oziroma groblja. Predstavlja kup zloženega kamna, ki je nastal z čiščenjem ledeniškega materiala oziroma, kakor pravijo, tam, kjer se je melilo, da so lahko ustvarili njivsko površino, las ali pa travnik. Groblja je po obsegu lahko različne velikosti, gostota grobelj pa je, kakor smo ugotavljali, najpogostejša v Trenti. Kamnito podnožje oziroma podstavek stavbe, to je postavljeno z namenom, da leseno konstrukcijo brani pred talno vlago, padavinsko vodo oziroma ščiti tudi celotno stavbo.
Kamen za zidanje podstavka je lahko brez posebne obdelave ali z nekaj obdelave oziroma grobo obdelan. Kamnito podnožje za uporabo nič ali malo veziva apnene malte pa je prilagojeno obliki zemljišča. Zato imamo te kamnite podstavke narejene tako, da so lahko v 2 vrsti ali pa v več vrst. Se pravi, to je odvisno od same lege stavbe. Ti zidovi so ponavadi debeline okrog 50, širine 50-60 centimetrov. Objekti pa služijo kot hlevi, drvarnice, stranišča, shrambe in tako naprej. Naslednja oblika so nadzemni kanali, kanal je namenjen odvajanju padavinskih vod s pohodnih površin in tudi gnojnice oziroma gnojevke. Material je zopet pobran v neposredni okolici. Kanali pa imajo padec, ki sledi konfiguraciji terena. Dno in robniki so brez posebne obdelave. Stopnice premoščajo višinsko razliko med terenom ali lego objekta ali njegovo okolico. Lahko predstavljajo tudi dostop do objekta s ceste ali nižje ležečega oziroma na višje ležeči teren. So različnih oblik, lahko so iz enega kosa, lahko so sestavljene iz več kosov kamna. Potem imamo cestne podporne konstrukcije in robnike. V Posočju je prepredenih s cestami in potmi, ki so bile narejene pred Prvo svetovno vojno ali med Prvo vojno, kar veliko, in kljub vzdrževanju so se v dobrem stanju ohranila vse do današnjega časa. Gre za tako imenovane muletire, neasfaltirane pohodne površine oziroma prevozne površine, ki jih lahko podpira tudi kamnita škarpa in so zavarovane pa so s kamnitimi robniki. Toliko iz moje strani. Naj še povem, da so kamnite zložbe danes prepoznan krajinski element alpskega prostora. Na žalost pa niso še prepoznane kot razvojni potencial Bavšice, Trente, Soče oziroma Bovškega. Hvala. Hvala lepa obema za predstavitev. K besedi vabim pa Magdaleno Holcer iz Cipra International. Magdalena, please, the floor is yours. Give me just a second that I try to share my screen. I think you need to unshare the screen and then I can share mine. Would that work? Se opravičujem, a delite še vedno prejšnjo predstavitev, ker ne more nadaljevati svojo? Thank you. I think you can see that now. Is that true? Yes. Yes, thank you. So, good morning from our side, from Cipra International, from the national umbrella organization of the International Commission of the Protection of the Alps. I do not speak Slovene, so I'm sorry I did not get the content fully of what you said before. I suppose that you, Katarina, you already explained Cipra and what we do mainly. If that's not the case, just let me know and I will say a few words on that.
And I understood from your side that you already went into the habitat and the different types of stone walls, stone cairns, and other structures. So I got that from the pictures. If there is some more text words needed, just let me know and I will tell some more. We created this Stone Ridge project some years ago. Um, it went out from the wish to do something for habitats, which would be really hands-on, going to the site and build up something by yourself. We have fixed this kind of measures. It's a creation, new creation, and also restoring already existing stone walls, reading cars, and also just how to fix them together on specific places. We did workshops in 7 pilot regions. I will show you where we have been active within this project. And we also wanted to do some exchange with dialogue groups, with cooperation. We thought dry stone walls are an art, and so we thought about working together with art schools and develop some products. You will find out some more after. And also we organized excursions to these places to see with your own eyes the animals living there, flora living in the little spaces between those stones. And we did some communication in all Alpine languages as we are an international organization. For us, it was important to create this Alpine-wide platform for an exchange, and that, I must say, it worked really well. You will see it also in the lessons learned and what we carried out in the end. We started in spring 2023. It goes on until this spring 2025, and we had a budget of 60,000 francs for all the pilot regions and carrying out also the activities. We think that stones create life. Stone is one material of the Alps that is really at the heart of our doings. It's a valuable element of the Alpine cultural landscape. It was always collected together in beautiful terraces in the Valtellina region, but also in your Slovene regions. I think Graz is really famous for these kind of elements. But there are as well regions where stone walls are not so famous, and you will find out some more, especially in Germany. It was not that famous before. It's a habitat for a lot of species. I know you have been speaking from the Triglav National Park. You know much more about that. But the interesting thing that I just want to say is stone, and if you put them together, the life is created between the stones, and you create a new habitat in those zones. And I think that is something that was also quite crucial for the cooperation with the art schools back then. This approach that you create some holes that then are crucial for especially fauna, but also flora. That's where we went active. We had one pilot region in Carnino, in the Piedmont region in Italy. There is one pilot region in Austria, in Götzis, Sonthofen in Germany, Belluno in Italy. Those are 2 cities, so Belluno and Sonthofen, which have other aspects than underlined in as the more rural regions. We worked together with 2 eco-museums in Gemona and Maniago in the Friuli region, bordering with your area. And then we were active in Bohin, where Triglav National Park has been involved as well, and as well was the Cultural Ministry of Slovenia. I will go into detail of some pilot regions. We had this one here. It was the first pilot region that started activities in the agricultural landscape of this region, as in many others of the Alps. Usually the stones were collected together to build a wall. That's stones that came down with the avalanches in the winter time, but also just in another way, and they were collected from the fields to be able
to harvest there, to have cereals there, to cut the grass, to have the cows mowing there. And here we work together with farmers and with immigrants that helped together to collect those stones and to free in the fields from the stones who came down from the mountains. We had cattle pastures at the core of these activities in Carnino, and we did also excursions with interested people, random. There was no specific target group. They were just invited. There were 2 excursions then taking place, and also cooperation with a photographer to do a nice film and some nice pictures to put a macro focus on this little species living on this stone. Then here we go to Friuli region, Ecomuseo Gemonese. It's a region that is very famous for dry stone walls, really artistic ones. There is a lot of knowledge behind. And they did 2 14 days courses with each 12 participants. They learned how to do that, what is important to consider behind, how you can make them quite high as well, how do they stay stable, stable also if, yeah, in case of heavy rains and heavy material behind. And it was with professional guidance. There was also an excursion done for the public then afterwards to explain what has been done and why this is important especially. We were active in Lisaganis. This was a renovation of a dry stone wall together with the school class under guidance of experts. There was an excursion then taking place with 2 school classes, other school classes, younger people, to explain then why this kind of cultural heritage is important to maintain for the future. And there were created cards of flora and fauna living in these areas, in these habitats, in their biology lessons and art lessons. And these this pilot region did an excursion to the Slovenian pilot region, so to Bohinj. And here we are in Germany. This is education center for nature education, and they created a garden for them, also for reasons for excursions, reasons for study visits. And it was 12 participants taking part in 10 days, building up these dry stone elements. It is not a wall. And what is also really interesting, it was difficult to get the stones. It's not of geological formations that you can get the stones quite freely, as it is more in the southern part of the Alps. But if they would have bought the stones, they would have come from the Czech Republic and from Slovakia, which we said, no, it's not what we would like to support with the project. It should be used material that you find on site. So they basically launched a call to find stones from people that don't need them any longer. There is one fabric, he works with the stones, and then he gave the remaining stones. You can see them here, and also some other parts. So they put that together, and it was kind of a creative stone procurement. And in the end, what was really interesting about the project, that it created some many things happened with You Moved One stones, and many others were created specifically for the cooperation between the pilot regions. There was this Friulian pilot region who then visited Slovenia, and they exchanged together. We had a lot of on an international level exchanges online, and also we created, for example, a leaflet with the different types of habitats that you can create with stones, dry stones. And then the content was used, recycled for Sonthofen and for Belluno, for the 2 cities as well, for school classes.
And there was an art workshop in Liechtenstein with the art school together. We did an excursion and then we elaborated different cards, which you can see here. And it's also that ones that we created then for like Christmas cards with an explanation on that. And now it's going on. We work together with the art school in Liechtenstein for an exhibition on bus stops on the topic of wilderness and the importance of wilderness to create little spaces of wilderness also in your own garden. And that's it. Mainly it was made possible by these three foundations, funding wise, and it was a small project, and I think a really nice one because you can see things that you create, and there is also this interconnection. You have this basic material, and you can go with a lot of different approaches. The more artistic one, the really former one from the cultural heritage, this kind of approach. And I think we will continue working in this direction. We also will try to get another foundation to go on with these activities. Do you have questions? Not yet, it doesn't seem so. And thank you for providing your contact in case there are some afterwards. Thank you very much, Magdalena, for the insight into truly extensive scope of the project. I do look forward to its continuation. Thank you. Thank you. Zdaj pa nadaljujemo z gospo Karin Lavin iz Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje, ki bo predstavila suhe zidove za aktivne skupnosti, izročilo, praksa in povezovanje. Ja, se slišimo, ja. Tako. Lepo pozdravljeni, da usposobim projekcijo, upam, da bo šlo brez težav, samo trenutek. Vidimo, hvala. V redu. Še enkrat lepo pozdravljeni. Me veseli, da se premika na tem področju te naše izjemne dediščine, veščine suhozidne gradnje in seveda vseh konstrukcij, ki jih najdemo v različnih pokrajinah, zgrajenih na suho. Jaz vam želim danes predstaviti, kako je pomembna skupnost za ohranjanje teh konstrukcij in veščine oziroma kako pristopiti k temu, da se krajani, lokalna skupnost, tudi upravljavci čim bolj prepoznajo v teh vsebinah in angažirajo, oziroma da je potrebno, če želimo ohranjati to veščino in konstrukcije za prihodnost, absolutno razumeti in poudarjati vlogo, ki jo imajo v današnjem času. Sicer se seveda z spremembo obdelave kmetijskih zemljišč oziroma tudi opuščanja kmetijstva lahko vse to bogastvo, ki ga še nosijo nekateri nosilci veščine, danes je z nami tudi Boris Čok, lahko porazgubi. In s tem smo se soočali pred leti tudi v Partnerstvu kraške suhozidne gradnje in smo začeli z izvajanjem izobraževanj. Letos teče že tretji sklop izobraževanja za mlajše udeležence, se pravi tiste, ki bojo v prihodnjih 20, 30 letih lahko veščino prenašali še naprej na prihodnje rodove. Zdaj je zelo pomemben vidik te
naše, jaz temu pravim, monumentalne dediščine. Jaz sicer vam bom predstavila primere pretežno z območja Krasa, ker kot partnerstvo tudi tukaj v glavnem delujemo. In Kras je po gostoti suhih zidov, kar je pokazal Lider posnetek celotne Primorske, ki so ga naredili na Zavodu za razvoj podjetništva občine Izola pred leti, pokazal, da je ta gostota suhih zidov največja prav na območju Krasa. V slovenskem prostoru seveda govorim. In seveda se širi ta mreža v Posočje, v Vipavsko dolino, na Pivško, proti jugu v Istro in naprej na Hrvaško in vse ostale dežele, kjer se ta dediščina nahaja. Tako da vsepovsod pa bistveno zaznamuje identiteto pokrajine. In jaz včasih tudi rečem na izobraževanjih, ki jih vodim, da dajmo si poskusiti zamisliti, kakšna bi bila pokrajina brez teh suhozidnih elementov. In dobimo eno popolnoma drugo podobo. Ampak ker so ti elementi tako vseprisotni, tudi v Posočju, zelo podobno kot pri nas na Krasu, jih večkrat enostavno ne vidimo več. Zraven tega so največkrat žal zanemarjeni, v slabem stanju, rušijo se, izginjajo, prerašča jih gozd, grmovje in tako naprej. In nekako smo se naučili živeti s to resničnostjo, da to bogastvo, ta res monumentalni spomenik, če ga gledamo kot celoto, izginja. Izginja iz pokrajine, izginja iz naše zavesti. In prav v partnerstvu se trudimo zdaj že 10 let, letos praznujemo 10-letnico delovanja, da bi se ta vidik pokrajine ohranil in se seveda vključeval v sodobne oblike življenja. Tako smo nekako skušali tudi ovrednotiti ta vidik dediščine na izobraževanju za krajane v Posočju lani, Suhi zidovi, svetovna dediščina in izzivi za učenje. Vključeno je bilo nekaj učiteljev iz Posočja, pa tudi drugih predstavnikov lokalne skupnosti in tako naprej, krajanov. In seveda smo hitro odkrili, da je ta element, kot smo videli tudi v prejšnjih predstavitvah, zelo prisoten v različnih oblikah in tukaj absolutno zelo pozdravljam in hkrati apeliram, da je potrebno ohranjati te lokalne značilnosti. V predprejšnjem prispevku smo slišali gospe Andrejke, kako so v bistvu na zaključke teh podpornih zidov postavljali okroglo kamenje, pa če sem prav razumela, tudi drugih zidov, zaradi tega, da drobnica ni mogla stati na zidovih, ne, ker bi se potem to rušilo in tako naprej. In vse te lokalne posebnosti, od načina gradnje do nekih rešitev, je treba ohranjati, biti čim bolj avtentičen. In tudi, če se tako selimo po pokrajinah in sodelujemo nekje drugje pri obnovah, dajmo res preučevati, kaj je za tisto okolje značilno, da se vsa ta posebnost naših pokrajin tudi skozi neke obnove ohrani. Zdaj jaz vas vabim še malce na Hrvaško, to je Baljenac, otok na Hrvaškem, ki je res tako kot ena umetnina, ne, zelo majhen otok, v bistvu meri slab dober kvadratni kilometer, cel otok, in cel je tako oblikovan s temi suhimi zidovi. In ob takem primeru, ko ni zaraščenosti, takoj prepoznamo, za kakšno lepoto v pokrajini gre. No, in tako kot tudi razni pristopi v psihoterapiji v zadnjem času ugotavljajo, je v bistvu lepota hrana za dušo
oziroma na nas deluje terapevtsko. Tako da s tem, ko ohranjamo ta segment dediščine, dobesedno skrbimo tudi nekako za zdravje skupnosti, lahko rečemo, ker smo s to lepoto večkrat v stiku. Ampak podoben primer je tudi, ko pogledamo mrežo suhih zidov v okolici enega naselja. Tukaj imamo Temnico na Krasu. Lidar posnetek pokaže podobno prepredenost s suhimi zidovi, ki pa seveda zaradi zaraščenosti, tako kot sem rekla, danes niso več vidni. Ampak že en sam tak pogled na okolico enega majhnega naselja, ki ima, ne vem, čisto točno recimo 50 hiš, ne, takih vasic je na Krasu zelo veliko, pokaže, kako gosta mreža suhih zidov je obdajala naselja. Seveda se ta mreža, ko se oddaljujemo od naselja, redči, gostejši so ob samem naselju. In kakšno bogastvo v večjem merilu to predstavlja. Tako da jaz bi poudarila, da je zelo pametno razmišljati v tej smeri, kot večkrat slišimo arhitekte, mi oblikujemo arhitekturo in arhitektura oblikuje nas. Ravno tako mi oblikujemo kulturno krajino in kulturna krajina oblikuje nas. Žal se tega v Sloveniji premalo zavedamo, kljub temu, da smo tudi podpisniki Evropske konvencije o krajini, ampak še vedno se premalo zavedamo te posebnosti, ki jo imamo v slovenskem merilu. V bistvu je vse, kamorkoli pridemo, je kulturna krajina, razen tistih malih otočkov pragozdov, ki jih imamo. Vsepovsod je človek že posegel, je deloval, ampak to je hkrati naše bogastvo znanj in nekih veščin, tudi drugih, ne le veščine suhozidne gradnje, s katerimi lahko veliko lažje in obogateno zastavimo tudi neki trajnostni razvoj v prihodnje. Hkrati pa se v mednarodnem merilu veščina suhozidne gradnje omenja kot umetnost suhozidne gradnje, oziroma seveda tudi vse konstrukcije postavljene na ta način, kar daje temu res tisti pravi pomen, kaj ta element vnaša v pokrajino. Tako da, če zdaj gremo skozi en tak prelet teh vlog, ki jih ima suhozidna gradnja v sodobnem času, absolutno je to kulturna krajina s tem tipičnim izgledom pokrajine. Tako kot smo prej videli v prejšnjih predstavitvah, zelo, zelo zaznamuje alpski svet, daje prepoznavnost, identiteto, hkrati pa tudi kvaliteto bivalnega okolja. Vemo, da se v sodobnem času ljudje glede nastanitve velikokrat oziroma zelo pogosto odločajo o izbiri kraja bivanja glede na kvaliteto bivalnega okolja, kar seveda vključuje tudi ohranjenost dediščine, naravnost okolja in tako naprej. Zdaj tukaj bom imela par primerov obnov oziroma te lepo urejene krajine, za katero smo skozi akcije obnov poskrbeli v preteklih letih na Krasu. To je v Križu pri Sežani, kjer tudi sama živim. Prej je bil seveda ta zid delno porušen, ne tako zapuščen, zdaj je podoba čisto drugačna. In na srečo se vse več posameznikov tudi odloča za obnovo na svojih parcelah. To je primer iz Ležeč, kjer lastnik res vzorno skrbi za ohranitev teh svojih zidov. Hkrati pa moram poudariti, da imamo tudi dve občini na Krasu, to je občina Hrpelje-Kozina pa občina Sežana, ki s subvencioniranjem pomagajo, prispevajo privat lastnikom zemljišč k obnovi te dediščine na njihovih terenih, no. Še en tak primer
ne lepega, tako delno ukrivljenega zidu, hkrati je tukaj vhod na parcelo, mi temu pravimo vrzela, dostikrat so te vrzele obdane tudi s pokončnimi kamni, vrzelniki, ali pa Kobilarna Lipica, samo posest kobilarne že od njenega nastanka obdaja več kot 8 kilometrov suhega zidu in oni tudi zdaj v zadnjih letih pospešeno obnavljajo ta suhi zid in pri tem tudi partnerstvo tvorno sodeluje. Zdaj, če pogledamo še to gospodarsko vlogo, absolutno je pomembna tudi zdravstvena vloga. V nekaterih državah sveta, kot je bilo predstavljeno na konferenci za razvoj dediščine oziroma konferenci za trajnostni razvoj dediščine jeseni v Bruslju. V nekaterih državah po svetu že predpisujejo ukvarjanje z dediščino na recept. To pomeni, da je to priznana oblika terapije in verjamem, da bo to podobno, kot je bilo tudi z gozdno terapijo, ki je zdaj tudi že prisotna v slovenskem prostoru, se zgodilo tudi z ukvarjanjem z različnimi seveda vidiki dediščine in tudi v tem našem primeru veščine suhozidne gradnje lahko že danes razmišljamo v tej smeri. In tudi po naših opažanjih na naših akcijah obnove sodelujejo udeleženci od vsepovsod, z različnih koncev Slovenije in tako naprej. Da sami po parih urah dela in zlaganja kamenja, seveda pod vodstvom naših nosilcev veščine in drugih mentorjev, povejo, kako so se povezali z naravo, kako so se sprostili, kako se počutijo zliti s pokrajino in popolnoma v harmoniji s samim sabo, tako da to dejansko deluje terapevtsko oziroma je to že kar lahko zelo hitro ena oblika selfnessa v naravi. Zdaj, če omenimo še to okoljsko vlogo, absolutno so suhi zidovi pomembni za ohranjanje habitatov, biodiverzitete. Na Krasu imamo ta bogata travišča, ki so pol obdana s suhimi zidovi. In jaz bi tule poudarila še ta vidik zaščite tal pred erozijo, ki je bil seveda za naše prednike veliko bolj pomemben, kot je za nas danes, ker pač živimo drugače. Ampak mislim, da bo tudi kmetijstvo, poljedelstvo pridobivalo v prihodnje na pomenu, tudi glede na to, da je Slovenija v samooskrbi ogromno izgubila, ne, mislim, da smo ob osamosvojitvi bili nekje tam zdaj zelo približno, no, povem 80% samooskrbni, zdaj smo zelo, zelo nizko samooskrbni in bo tudi v tej smeri potrebno še delati. In kar smo v zadnjem času v enem projektu tudi raziskovali, ta zaščita pred požari, tudi protipožarno funkcijo so imeli včasih suhi zidovi in so bili tudi označeni oziroma tudi v starih katastrih tako predstavljeni kot protipožarne prepreke. Absolutno suhozidna gradnja pomeni en izjemen trajnostni način gradnje in vsepovsod, tako pri nas na Krasu, po Sloveniji in v svetovnem merilu, je to tisti izziv, kateremu se lahko posvetimo s proučevanjem teh starih pristopov, kako so včasih urejali pokrajino, kako so ravnali s tem kamenjem, ki res ga lahko sestavimo, pa že čez en mesec nekaj novega sestavimo s tega kamenja, že v tem vidiku je trajnostno, poleg tega, da je naravno in hkrati na dosegi rok. Absolutno je to eno bogastvo za študij v prihodnje in za proučevanje in vzpostavljanje enih novih trajnostnih oblik bivanja. No, tukaj imamo primer protipožarnega zidu pod Cirjem, pomnikom miru.
na Krasu, na robu Krasa. Takole je bil tudi vrisan v te stare mape. In zdaj tle na tej fotografiji zgoraj, desno, primer posnetka, ki ga je naredil Matej Kravanja, gozdar, ko je prišlo do požara nad Brestovico pri Komnu, kako je Suhi zid zaustavil požar. Na večji fotografiji je pa naša akcija postavitve Suhega zidu kot protipožarne prepreke na zemljišču kmetije v Novi vasi, ki je sodelovala v projektu. V projektu smo v bistvu z proučevanjem vitalno-energijskih pretokov tudi v pokrajini prepoznali, kje je tisti požarni koridor, se pravi, kje je ta nek impuls, da lahko požar lažje steče skozi pokrajino in tudi na taki grožnji, če lahko rečem, no, ker to je res pol kar katastrofa, ko se to enkrat zgodi, smo potem na tej kmetiji, kjer se je pokazalo, da ta koridor obstaja, postavili ta Suhi zid kot protipožarno prepreko. Absolutno imajo suhi zidovi in veščina izjemno izobraževalno vlogo, prej sem že omenila v smislu trajnostnega razvoja, tukaj se povezujemo tudi s Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani, z organizacijo delavnic in tudi proučevanje samih teh tehnik za v prihodnje. Hkrati pa zelo veliko aktivnosti namenjamo temu prenosu na naslednje rodove, sploh tudi na mlajšo generacijo, in tudi jaz sama že vrsto let razvijam pedagogiko kulturne dediščine kot obliko učenja z občutenjem, kar je v današnji pedagoški praksi žal zapostavljen pristop, ker smo zelo racionalno naravnani v pridobivanju znanja, ampak ravno tako je pomembno, da sodelujemo kot celostna bitja v procesu učenja in da vključujemo tudi naše druge potenciale in vse inteligence, ki jih nosimo v sebi kot posamezniki, in s tem razvijamo tudi odprto učno okolje in seveda celostno učenje. Tako da to so zdaj naši primeri izobraževanj, prav o veščini suhozidne gradnje. Izobraževanje obsega 70 ur programa, 20 ur teorije in 50 praktičnega dela. Tole je bil lanski primer. Na izobraževanju se udeleženci spoznajo z temi tipičnimi izzivi, značilnimi za Kras, kot je tudi visoka škarpa, podporni zid, višji od 2 metrov, pa tale streha pastirske hiške, ki jo vidimo tukaj na fotografiji, ko gre za oblikovanje kritja z previsevanjem, to je treba kar obvladati. Ampak če pogledamo pa družbo kot skupnost, se nam absolutno postavlja vprašanje, a znamo prisluhniti pokrajini, a znamo obuditi ta naša stara vedenja prednikov, ki so živeli z pokrajino v veliko, veliko tesnejši povezanosti. In zato izvajamo tudi različne programe senzibilizacije do okolja. Absolutno želimo, da se v prihodnje tudi uveljavi celostno načrtovanje, se pravi, s tem se ukvarjam predvsem v zavodu tudi, ki ga vodim za celostni razvoj, Anima Mundi, z vključevanjem tudi vitalno-energijskega potenciala pokrajine v načrtovanje. Za domačine in obiskovalce so pa seveda pomembni programi poglobljenih doživetij oziroma zdrav življenjski slog, ki ga lahko oblikujemo s tem, ko vse te potenciale pokrajine poznamo oziroma ko znamo ta
vidik dediščine, kot je Suhi zid, tudi poglobljeno doživeti, se povezati s kamnom, se ob tem sprostiti, in, drugače začutiti pokrajino in na ta poglobljen način tudi zaživeti. Zdaj, kar se tiče pedagogike kulturne dediščine, na Krasu sodelujemo z šolami in vrtci z obeh strani meje, že ja, vseh teh 10 let in, tukaj gre seveda za uporabnost znanj, za povezovanje znanj, za celostno ustvarjalno mišljenje in, tudi za razvoj inovativnosti. Ko se mi posvetimo občutenju, aktiviramo naše notranje čute, razvijamo intuitivno mišljenje, ki je protipol racionalnemu, ki se v glavnem razvija skozi šolanje in, skozi to gradnjo na suho skrbimo za prenos veščine na najmlajše in hkrati jim nudimo tudi priložnost za celostno učenje. Tako da delavnice za otroke organiziramo ob različnih priložnostih. Najbolj pomemben segment teh delavnic so absolutno naši Kamentoni, to so celodnevne akcije, obnov suhih zidov, ki jih bomo videli v naslednjih slajdih. Sam pristop pa temelji na poučevanju skozi dediščino, ki vključuje čuječnost, senzibilizacijo in ustvarjalnost, tako da absolutno je v procesu učenja, potrebno, spodbujati tudi ustvarjalnost. In s tem skrbimo za, ohranjanje oziroma kultiviranje stika s seboj skozi vaje čuječnosti, s senzibilizacijo do okolja pa za povezanost z naravo in s pokrajino. V bistvu sem jaz pol tako razvila ta model, da skozi učenje z občutenjem nagovarjamo oziroma negujemo tudi vrednote, ker se, mislim, da tudi to v šolstvu premalo poudarja, ne, poleg znanja, ki je absolutno pomembno, in s tem krepimo to družbeno odgovornost, ne, povezanost skupnosti in, seveda, razvoj, osebnih potencialov, tako kot sem tudi poudarila, da je pomembno, da se razvija ustvarjalnost pri posamezniku in hkrati njegova identiteta, edinstvenost, da je nekdo, res potem, da se čuti, da je to, kar kar je, da lahko s tem v bistvu maksimalno prispeva k skupnosti in, da je nekako aktiven član. Izvajamo tudi izobraževanja za učitelje in vzgojitelje, to je izobraževanje, ki je lani potekalo za vzgojitelje, ko smo se posebej posvetili še tej predšolski vzgoji in smo tudi, naredili, novo igralo za vrtčevske otroke. Tako da skozi vse te segmente, razvijamo odprto učno okolje, ker vsepovsod v okolici šol, ravno tako naletimo na suhe zidove in smo tudi v preteklih letih v bližini, vseh šol že na Krasu, razen ene, no, to imamo še v planu letos, oblikovali učilnico na prostem v obliki suhega zidu, kjer se lahko preizkušajo otroci v tej, veščini tudi, naprej. In še za ilustracijo, tudi matematiko lahko, poučujemo skozi, suhi zid, to je primer, ki ga je oblikovala ena od naših učiteljic, vključenih v partnerstvo, Danila, Grželj, Osnovne šole Bogomirja Magajne Divača. Kamenton je pa taka celodnevna akcija, popravila suhega zidu, ko otroci skozi cel dan popravljajo, seveda v skupinah, v manjših skupinah, 5 otrok na enega mentorja, enega nosilca veščine ali praktika, suhi zid, tako da to je, sam izraz izhaja iz besede maraton.
kar pomeni, da se cel dan popravlja suhi zid. In šole so za to akcijo vedno bolj zainteresirane, navdušene nad dogajanjem, tako da zdaj že jih komaj razvrstimo čez cel dan, ne, začnemo od 8 zjutraj, zaključimo ob 6 ali pa celo enkrat smo ob 8 zvečer. In otroci tako v dvournih etapah popravljajo suhi zid. In tudi na ta način smo dosti teh učilnic ob šolah uredili. Tukaj imamo prvi kamenton, ki se je zgodil v Povirju. Potem smo nadaljevali v krožišču v Divači, na poligonu suhozidne gradnje v Sežani. V Komnu smo bili lani. No, in še naš poligon suhozidne gradnje, tega smo postavili v okviru projekta 2021. Projekt je bil podprt s strani Ministrstva za kulturo, ker smo prepoznali, da je pomembno, da imamo eno vadbišče s kupi kamenja, ki smo jih tako lepo oblikovali v grublje, v te griže, ko jim pravimo, tudi na Krasu. Ampak to so naša skladišča kamenja, s katerimi lahko poustvarjamo in za vnaprej želimo tudi narediti prikaze, kako v sodobne oblike urejanja prostora lahko vključujemo te suhozidne elemente. To pa zaradi tega, da ne bi da bi se tudi v prihodnje ta veščina spoštovala na ta način, da ne prihaja pol do kakšnih tujkov v pokrajini in nekih zamisli, ki te naše res izjemne kulturne krajine ne bi na primeren način nadgrajevali. Tako da absolutno tale vpis v Unescov reprezentativni seznam nesnovne dediščine človeštva je bil velik korak v letu 2018, ko je veščina suhozidne gradnje postala prepoznana v tem svetovnem merilu tudi s tega vidika. In nenazadnje je družbena vloga tista, ki bo v prihodnje prispevala, da se veščina in s tem suhozidna gradnja tudi ohrani. To je bila enih prvih akcij obnov v Gradišču 2017 in zdaj smo že v lanskem letu na italijanski strani Krasa, ker kot partnerstvo tudi delujemo z obeh strani meje, v Praproti, pa tudi lani v Velikem Dolu. Teh akcij je bilo ogromno izvedenih. Sploh na začetku jih je bilo veliko izvedenih s pomočjo nosilcev, kot je Boris Čok, čisto na prostovoljni bazi, in tudi skozi to se kaže ta pripadnost pokrajini, prepoznavanje pomena, ki ga ima suhi zid za Kras. Tako da mislim, da lahko rečem, da zdaj imamo, da imajo že vse vasi ali pa skorajda vse vasi na Krasu neki pomemben suhi zid ob kakšni vpadnici v vas obnovljen in popravljen. Tako smo pa lani na tej delavnici obnove, ki je pomenila zaključek tega izobraževanja, ki sem ga predstavila na začetku, obnovili suhi zid v Doljah pri Tolminu. Tukaj je sodelovala osnovna šola iz Tolmina in kot vidite, ne, iz porušenega zidu na tej levi fotografiji se lahko s pomočjo otrok, tudi krajani so sodelovali, udeleženci tudi izobraževanja, hitro ustvari tak preskok v lepo urejeno krajino in to je tudi tisto, ki potem kar pol navdušuje tako domačine kot obiskovalce. Tako da na Krasu imamo tudi en tak lep primer obnovljene krajine na italijanski strani v Bazovici, kjer je naš Vojko Ražam, žal že pokojni, obnovil kar ogromno suhih zidov in pastirskih hišk na območju med Gropado in Bazovico in pa v okolici Bazovice.
celo bogastvo. Jaz pravim, da je to nekaj, kar bi si moral iti vsak pogledat. Tle res poudarjam, da je zelo pomembno prisluhniti krajanom oziroma jih hkrati predstavljati, kakšno bogastvo se skriva, tudi če je zdaj kamenje nekje razrušeno, pa niso tlaki tako lepo oblikovani, kot bi si želeli, ali pa podporni zidovi, prosto stoječi in tako naprej. Različni objekti, tudi kot jih imate v Posočju ali pa podnožja objektov, ampak da lahko iz tega razvijemo izjemno zanimive, lepe zgodbe, ki bojo služile našim tudi potomcem, našim otrokom, zato da se o tej dediščini Suhih zidov učijo in jo seveda vključujejo v njihovo življenje. Tako da absolutno moramo skozi prepoznavanje teh funkcij Suhih zidov v sodobnem času jih vedno znova in učinkovito vpletati v naš sodoben slog življenja. Tako da jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Verjamem, da bomo tudi v prihodnje še veliko ustvarili lahko skupaj in da si tudi skupaj zastavimo še kakšen izziv. Hvala lepa. Hvala za predstavitev. K besedi pa vabim gospoda Borisa Čoka, da predstavi Zidove med teorijo in prakso, izkušnje strokovnjaka suhozidne gradnje. Bo šlo, pa imate 20 minut, ne? Ja, vem. A me slišite? Slišimo. Ok. Dobro, jaz bom probal biti čim bolj hiter, čeprav je tale moje predavanje ponavadi 2 učne ure skoraj, ne? To pravi 2x po 45 minut, tako da to lahko kar naprej damo vse skupaj. Ja, pa še naprej. Še. Nekaj malega bi sicer povedal tudi o strukturi kamna, ne? Ker to je zelo odvisno, kako bomo gradili zid. Ali je to apnenci, ali je granit, ali kakorkoli. Tudi to zgodovino, ne vem, če vam bi sploh govoril, ampak lahko samo v 2 besedah povem, da nastanek kulturne krajine je seveda največ zaslug je pri Mariji Tereziji, ne, z reformami, fevdalnimi reformami. Takrat so nekdanji Tlačani v bistvu dobili zemljo v svoje roke, kar se je potem izkazalo, da so začeli to zemljo preoblikovati v kulturno krajino z takimi posegi, ki niso, se pravi, narave degradirali. No in seveda v kulturni krajini, tam, kjer je kamen, potem so nastajali največkrat zidovi. Gremo kar naprej. No, prva taka primitivna zavetišča so bila že rečemo v prazgodovini, ne, tako to, da so tele lovci, ali kar so bili pastiri, so se takole zatekli po take previse. Naprej. Kaj, jaz ne morem sam to naprej dajati. Ne, vi ne morete, No. razen če odprete svojo predstavitev. No, kar dajmo naprej. To je zdaj en par takih primerov, da boste videli, kako izgleda, to je tudi en tako prazgodovinsko amfiteater, se pravi, se ne ve točno, ali je bilo svetišče, ali je bilo nek astronomski observatorij, eden redkih na našem sploh območju. Kot vidite, so to vse zgrajeno z ogromnimi kamni, kar Krašovec tega ni delal, ker je kamen najprej razbil, da ga je potem lahko znosil naprimer na zidove, škarpe in tako naprej. Glejte, kakšni kamni so to? To so po več ton težki kamni. Gremo naprej. No, tako pa zdaj v celoti tale, tisti prejšnji, se pravi, objekt. To je to, ko smo ga očistili. No, to je pa, zdaj imamo pa seveda gradišča, tako da zidovi niso nastajali samo z ustvarjanjem kulturne krajine, ampak že prej, in nekatera gradišča vsebujejo tudi po par tisoč kubičnih metrov kamenja, kot je tukaj na primer razvidno. Gremo naprej.
Potem so obzidani tudi jame, to je še iz časov turških upadov, na primer. No, to je Marija Terezija, vemo za njene, se pravi, zasluge, od šolstva pa tako naprej, pa robotni patent in tako naprej. No, gremo naprej. To je ena kratka tipologija, no, tole je pa zgodovinska zadeva, kajti za, bi rekel, razbijajo ogromni skal, za to, da so si ustvarili pašnike, travnike in košenine in tako naprej, so že takrat uporabljali takšno orodje in smodnik. Tako da so zavrteli luknje v ogromne skale, potem pa so to razstrelili, na kar so pa zložili kamenje kam druge kot na mejo parcele. Ne? Tako, na hitro povedano, gremo naprej. No, zdaj zidovi po krasu so, kot vidite, različnih oblik, to so enojni zidovi, potem pa, če gremo naprej, to so pašniški zidovi, je pa dvojni, se pravi, je grejen tako, da ima dve lici, vmes je pa polnilo. Polnilo je seveda drobiž, drobni kamni, to je čisto tak preprost, arhaičen zid, ki samo omejuje parcelo, bil je pa zgrajen tako, da so očistili gmajne. To je pa že malo bolj na fino narejen zid, se pravi v urbanem okolju, tiste kljuke ali lijehe so pa narejene zato, da je bil spodaj latnik in seveda trta, ki je rasla in pod njim. Zid je pa ščitil pred močnim vetrom, se pravi pred burjo. Tudi take zidove poznamo po več metrov visoki, pa tudi 100-200 metrov dolgi, to so tudi zaščitni pred burjo in požari, ponekod jih vidimo še danes ob železnici. Potem so taki, ko so grubljasti, jim rečemo, to so nastali, ko so dodatno širili svoje imetje, se pravi travnik ali karkoli, potem so prilagali kamje samo zraven zidu, tako je nastal tak grubljast zid. No, tukaj vidimo prereze, kako izgleda enojni, kako izgleda, na primer, zakaj koničasti. S koničastim zidom si zmanjšamo težo, višji, ko je zid, bolj se dela to koničasto in potem se seveda zmanjša ta teža zidu proti vrhu. Grubljasti, kot vidite, je tudi drobiž gor, ki so ga pobirali s tem, da so odstranjevali kamenčke s krtin, to pa zato, da se ni skrhala kosa. Tisto luknjo, ki vidite črno, je pa niša za spravo orodja, potem so to dali en kamen in nobeden ni vedel, da je tam skrito orodje. Kolovozni zidovi, ki so bili neke vrste tudi akumulacija za vodo, na primer ponekod so imeli ti zidovi puščene luknje, ponekod so jim rekli tudi zajčna luknja in tako naprej. Vodenca ali karkoli, kot vidite tukaj, vabenca in na drugi strani, na primer, je bil manjši kav. No, tako to se pa danes dogaja, ko se čisti borovce in potem, ko to vozijo s traktorji, se ti zidovi uničujejo. No, nekaj jih uničuje tudi narava, pa seveda živali in človek je pa, mislim, da največji faktor pri uničevanju naših zidov po krasu. Ali pa tudi na splošno. Potem poznamo tudi take škarpaste zidove, oziroma to je v bistvu pot narejena v vrtačo, zato da so prišli z vozom in z plugom na dno in so lahko potem preorali, pobrali pridelke. Potem imamo na primer take travnike, kjer vidimo ogromno teh grubelj. Te grublje so nastale zato, ker je bilo toliko tega kamenja, da so bili zidovi že zgrajeni, potem pa so to akumulirali na take kupe. Tukaj vidimo pa ostanke gradišča, potem so to vrzele, vhodi, vsaka ima tale vrzelnik oziroma vrzelco ali škrbo, zaradi tega, da so lahko ljudje šli skozi, živali pa niso mogli, ker je bila lesa. To pa je bilo, ti kamni vrzelniki so bili pa zato, da če so šli z vozom, če bi kolo udarilo v zid, bi se zid porušil, če je pa udarilo v tale vrzelnik, pa ni bilo nobene škode. No, takole izgleda ta zadeva, praktično. To je manjša vrzelca, to je bilo na primer za kakšne ovce ali pa koze, potem so pa gor dali kakšno trnje ali kaj in so zaprli tale stajo. To je bila v bistvu staja za ovce ali pa za koze. No, to je pa, mislim, da bolj pomembno za vas.
načini in tehnike obnove vzdrževanja, gremo naprej. Najprej je bilo dolžno to, da se je očistilo za temelje, se pravi, pobralo vso zemljo. Če se to ni dalo, se je potem naredilo spodaj tale drobiž. Tukaj imamo presek temelja po širini zidu, potem pa po dolžini. Če so bile kakšne škraplje ali kaj takega vmes, da je to bilo, se ni dalo zemlje skopati, potem so dali neko ploščat kamen škrlo in so s tem drobirjem utrdili osnovo za gradnjo zidu. Tole nekako izgleda tako, bom rekel, malce karikiran presek pravilnega ustavljanja, vzidavanja kamenjev. Kot vidite, tisti N-ji na levi strani so napačno postavljeni kamni, tisti kamni ne bodo vzdržali dolgo, ampak bodo odpadli, potem se bo zid tudi porošil. Ponovadi je treba kamne postaviti po širini in dolžini nekako tako, da zajemajo čim več v notranjost in se potem povežejo s tistimi kamni PPP, ker vidite zeleni, to so pa kamni, ki nimajo lica, so nekako bolj okrogli ali taki bolj grobi in se jih vstavi v sredino in ti kamni so v bistvu vezivo. Spodaj imamo pa tudi dva Z-ja, to so pa zdrsni kamni, take kamne tudi boljše, da se ne stavi v zid, ker potem zaradi velike teže zdrsne iz zidu in zid se podre. Nekaj orodja, to je, tako bom rekel, bolj težje orodje za pripravo zidov. Tukaj govorim za zidove, ki jih delamo v domačem okolju, se pravi malo boljše. Na gmajni skoraj tega zelo redko uporabljamo, ker se obnova vrši že podrtih zidov in praktično rabimo samo mogoče še kakšno motorko, žago ali kaj takega, da odstranimo, se pravi, vegetacijo, drevesa, ki so se vrasla, in zelo redko se uporablja to orodje. Uporablja se pa, se pravi, bolj v domačem okolju. No, to je bolj specialno orodje, kot vidite, razna kladiva, tale 2, 3, 4 sta zelo pomembni, kadar se kamen obdeluje, potem so vrvice in to je zaradi tega, ko se dela zid bolj ravno, se pravi, bolj, bi rekel, z obdelanim kamnem in tako naprej. Medtem ko se v suhe zidove, ki so odprej bili, se pravi 200, 300, 400 let stari, ne obdeluje, ker so tako, je kamenje že meteorološko tako obdelano, se pravi od sonca, mraza in dežja in tako naprej, da moramo posegati po njemu, ker se enostavno kar razkruši. Seveda so potem tudi, je pomembno, da imamo tudi kakšne varovala, se pravi očali, če to tolčemo, potem so to tele, bi rekel, nogometaški tele zaščitniki, pa rokavice in tako naprej. Na desni strani 9, 8, 7, 6 so orodja, ki nam služijo za to, da imamo zid čim bolj raven, da naredimo, se pravi, tole leseno osnovo, s katera nam rabi potem za izgradnjo zidu. Naprej. No, na kratko, kot vidite, tukaj je zelo uničen zid od dreves in nekaj kamenja je tukaj, nekaj je tam na kupu in to je, se pravi, v urbanem okolju, to je zid okrog parceljene hiše, konkretno bom povedal, da to je od moje in gremo naprej. Kot vidite, tam, kjer stoji tale fantina, smo morali drevesa požagati, žal ni šlo drugače. Vsako drevo, ki se dotika zidu, prej slej bo porušilo zaradi majanja, vetra in tako naprej in korenin. Tukaj gremo na okroglo in vedno se začne tako, da se večje kamnje stavi spodaj. Lahko pokažemo naprej. Kot vidite tukaj, drobiš vmes. Tukaj je delano brez vrvice, brez špahe, ampak se pravi po temeljih nekdanjega poljskega zidu. Takole, gremo v krog, kot vidite, kamne se stavi. Zelo malo obdelanega kamna je tukaj, ampak skoraj vse je imelo lice, to so plastoviti apnenci in take kamni so zelo priročni za vdelavo v zid. Povrhi smo dali drobiž, potem pa posadili po vrhu razne homuljice. Gremo naprej.
Da se izognemo kakšnemu drevesu, da bi ga podrli, potem naredimo nekako mostičenje, in sicer tako, da dvignemo zid in premostimo z eno večjim kamnom, da korenine se ne dotikajo in niti deblo zidu. No, takole je zaključiti, kot vidite, ni potrebno, da razdremo cel zid, ampak ga lahko obnavljamo sprotno, se pravi, podremo 1 meter, 2 metra dolžine zidu, ga prezidavamo, kajti če bi zdaj podrli celotnega dol in bi nam to lahko vzelo na primer več časa in bi bilo to vse nekako v razsulu. Ponavadi ta drobiž, ki je na teh zidovih zaradi čiščenja, je dobro, da se da po tleh en pleh ali kaj takega in se na njega strese ta drobiž, potem pa se z lopato pobira v vedra in z vedrami se ponovno stavi v sredino zidu ali tudi po vrhu. No, tako potem izgleda končan zid, to je tipičen poljski zid, to ni neka fineca, ampak še vedno je, bi rekel, lepo narejen kot zaradi samega izgleda, ne pa samo zaradi izgleda, ampak tudi zaradi obstojnosti. Takole, na primer, zaključki vogalov. Tisto, kot vidite, se je vrzelnik, ki sem ga uporabil, no, gor sem že posadil tele ušesnike oziroma netresk, kar je tudi, se pravi, bila navada pri Krašovci, da so to počeli. No, tukaj je pa obnova zdaj že enega bolj, bi rekel, vrtnega zidu, kot vidite, tukaj je kamen bil obdelan že predhodno, verjetno iz kamnoloma, ampak vseeno se ga ne da dosti obdelovati, ampak smo morali zid v celoti podreti, ker pa je bil ta zid, bi rekel, je šel malo dol, teren je šel dol, kot vidite vrvico, gre malo navzdol, naprej. No, po domače bi rekel, da smo zašolali, tako da smo dobili spodnjo širino zidu in višino. Gre pa ta zid konično in to zelo zanimivo, bomo pogledali naprej. Kot vidite, gre takole konično, in to zaradi tega, ker je bil ta del, ki je leva stran, se pravi, zdaj govorim, je lih kontra, v bistvu, desna in leva sta pač zamenjeni, če tako gledamo. Tam, kar piše leva stran, je bolj nagnjen, zaradi tega, ker je z desne strani močni sunki burje bili in so ta zid takole naredili, se pravi, namenoma. Vogal mora biti, so rekli včasih, šiven, oziroma v obliki črke L, da so se te kamni vogalniki vezali enkrat z ene strani, z druge strani, tako da je bil vogal precej bolj stabilen, se pravi, tudi če bi udaril z vozom ali karkoli, ne bi se podaril, tako je. No, tukaj pa gre za eno obnovo zidu, ki pa ni bil, se pravi, raven, je tudi vrtni zid, kamen je bil zelo slabo, v bistvu se je šlo za to, da se je razširilo vaško pot in je bilo treba narediti tudi ustrezno količenje. Poglejte, gremo na hitro naprej. No, kot vidite, je to količenje nekaj posebnega, kar gre se pravi, v taki rahli polkrožni obliki. Vrvice so napete od zgoraj dol in potem še po dolžini. Tako dobimo nekako videz, kako bo izgledal zid. Potem smo stari zid podrli in začeli z zgradnjo novega. Zamaknjen je bil seveda za več kot 1 meter. Evo, in tako je nastal tale novi zid. Kot vidite, je zelo ustrezna oblika tudi tistemu zidu zadaj, ki ga vidite na fasadi s tistim majhnim okencem v hiši, kar ustreza, se pravi, temle izgledom, normativom ali gabaritom v naseljih za kraške zidove, kar se v praksi večinoma skoraj ne dela več. Zelo redko samo domačini, medtem ko
delavci iz drugih nekdanjih republik in tako naprej te veščine ne obvladajo in potem so ti zidovi niso ustrezno zgrajeni s kraško tradicijo. Zdaj pa lahko vidite v ozadju hišo na levi strani s 3 okenci, kjer so zidaki, no, od tam je bilo kamenje za tale zid. Slepo okno, kot jim pravimo na Krasu, včasih se je porabilo tele jerte, kot se reče tem kamnitim izdelkom, to so bile kakšne zavržene ali kaj takega, potem pa je bilo v tem oknu ali shranjeno kakšno manjše orodje ali pa mogoče tudi kakšna, se pravi, sakralna oziroma, rekel, krščansko znamenje ali kaj takšnega, ali pa kakšen kipec, Kristus, Mati Božja in tako naprej. No, mislim, da je Karin o tem že govorila, to so pa take večje delovne akcije, ki smo jih imeli, mislim, da je bila ta ena skoraj največjih v Kosoveljah, kjer smo obnovili okrog več kot 400 metrov dolžine zidu okrog enega kala, in ker je bilo to tudi v urbanem okolju in je bil ta zid, se je že prej videlo zelo lepo narejen, ampak potem seveda skozi čas je začel propadati, niso ga vzdrževali in je bilo potreba ga porišati do tal. Seveda smo naredili tudi tukaj količine. To je samo en delček tega zidu, ki gre v ovinek, zaradi tega sem hotel to pokazati, da se da tudi take ovinke lepo narediti s tem količenjem. No, tukaj, kot vidite, je to že nekaj precej narejeno. Vsega se sicer ne vidi, no, tako pa izgledajo tele malice po vaseh, oziroma kar kosila, ki jih pripravijo ženske. Gre za zelo usklajeno, se pravi, delovanje neke skupnosti, ki si želi, se pravi, da se naša kulturna krajina oziroma naši zidovi in samo okolje, da se lepo ohrani. In imajo neko močno zavedanje tega, je pa to seveda odvisno od lokalnih voditeljev, se pravi od županov, predsednikov krajevne skupnosti, društev in tako naprej, kako oni imajo, kakšen odnos imajo do tega in kakšne so njihove želje. Tukaj potem vidite drugi del zidu, ki je bil že prej zgrajen, v bistvu gre za zid in na levi strani je tudi del škarpe, se pravi podpornega zidu, tam, kaj vidite, betonski zid je pa kao. No, tako je potem ta okrogli zid končan, to je pa potem tudi neka stara cesta, ki je povezovala 2 vasi, tudi v zamejstvu, tako da je zdaj to kar en lep, pomemben del, ki ga vidijo lahko tudi drugi ljudje, ki gredo tukaj mimo, je urejena tudi kolesarska pot, tako da, evo. In dogajajo se tudi take stvari, da ko izvejo, da imaš rojstni dan, ravno tisti dan, ti celo te gospodinje spečejo torto, kar me je zelo ganilo, to moram priznati. Zaključki zidov, kot vidite, so ponovadi s takimi velikimi kamni. To je tudi ena zelo lepa in velika akcija, za katero sem dosti kamna priskrbel tudi sam, ker ga tukaj ni bilo. In seveda ta projekt je še zmeraj dejaven in bo tudi še kar nekaj časa, ker najmanj gre za več kot 2 kilometra dolgo pot, to je od Marije Terezije še pot, tako so imenovali. Tale zaključek je pa zelo pomemben zaradi tega, ker je podobno vrzelniku, ampak ni. To je prav zaključni kamen v zidu, ki potem drži celoten konec tega zidu, zaključek zidu. Ekipa, pa gremo naprej, no, to je pa en velik, tudi ogromen poseg, to se vas griže. To je stara pot, ki je nekoč peljala iz vasi in ima eno veliko posebnost, namreč ta kolovoz je tudi bil zbiralnik za vodo, tam, ki je tisti kamionček rumen, tam je namreč kal in se je potem voda iz celotnega tega kolovoza zbirala v tem kalu. Če pogledamo desni zid, ki je malo višji, je v bistvu varovalo pred tem, da bi nekdo padel dol v dolino, kajti na njegovi zunanji strani je takoj, bi rekel, skoraj kot en manjši prepad v dolino Raše.
obnova sakralnega objekta, se pravi zidu, to je pokazala tudi že Karin, kot sem videl prej. No, tukaj bom povedal, da je bilo okrog 46 udeležencev na tej akciji in smo v enem dnevu podrli in na novo zgradili 67 metrov zidu, podpornega zidu in navadnega zidu. Seveda kamen je bil tam. In zakaj? Zato, ker ta cerkvica je izredno pomembna zaradi fresk v njeni notranjosti, ki izvirajo še iz 15. stoletja in so res nekaj posebnega in domačine je bilo sram, ker so hodili tudi turisti sem to gledati in potem sem prosili, da smo to skupaj z njimi obnovili. No, tu je moj stric, 84 let. Izviramo iz kamnoseške družine, tako da imamo že kamen nekako v genih, zdaj on ima 88 let, še vedno kaj poprime, sicer imel 3 infarkte, tako da ne sme preveč, ampak to je bilo pa obnova vrtnega zidu, ki je bil v zelo slabem stanju in kamen je pa vsaj iz kamnoloma in še zmeri tako trden, da se ga je dalo tudi malo obdelovati. In če pogledamo naprej, evo to, ko je to, kot vidite, kako je lep ta kamen, no, skoraj vsak je že oblikovan, bilo je potrebno samo ga ponovno vzidati. Zadaj vidite še en zid, no, to je ta zid, to je zadaj za tistim mojim džipom, tam je ta zid, ki smo ga pa obnovili z študenti Univerze za arhitekturo, bili so 3 dni v Lokvi, spali so v apartmajih gostilne Muha, kajti del zidu je od gostilne Muha, del je bil pa od nas, od moje družine in so obnovili skoraj 240, to ni malo, veste, 240 metrov dolžina zidu, višina pa poprečna tam okrog 1,60 m in širina pa od 70 do 50 centimetrov. No, takole imamo zdaj ta vidiš celotnega zidu, to je ta zid s temi kljukami, ker je bil nekoč, se pravi, tale latnik spodaj, ne, in trte. No, tudi osnovna šola, se pravi, to so učenci 3. 4. razreda, so obnavljali en zelo degradiran zid pri pokopališču, kjer je tudi manjše parkirišče za planince, ki hodijo na hrib Kokoš. In seveda, pogledajte, kakšno veselje in zadovoljstvo je bilo, ampak moram povedati, da so ti otroci potem z bicikli hodili gledati, kako ta zid stoji, dobili so potem tudi vsak svoje priznanje, kar je bilo še večje zadovoljstvo. No, to delamo potem še tudi zdaj, kot je povedala Karin, tudi v tem programu Kamenton. To se je potem še bolj sprostilo in uveljavilo. Tukaj pa vidimo na primer razlike, kako izgleda star zid enega dvorišča in potem nov zid, ker je pa že zgrajen, tako da je sicer videti na suho, ampak v notranjosti je pa beton. Nekako bi rekel, da še spada v te naše zidove, ampak je pa očitno, da to ni suhi zid. No, malce še tipologija na hitrco, ne vem, koliko cajta še imam. No, naprimer, tako da mogoče samo še kakšen povzetek oziroma vaše praktične izkušnje. Aha, no, dobro, moje praktične izkušnje so pač izvirajo še iz pastirovanja, ko smo bili pastirji in smo imeli nalogo to vzdrževati. Seveda pa so bogate tudi moje izkušnje zadnjih, se pravi 15 let ali pa mogoče še kaj več, ko sem začel to delati kot na prostovoljni bazi z vaščani in drugimi entuziasti. In kot vidite, so to bile take zanimive akcije, ko ljudje enostavno potegnejo to noter, kar je bistveno, kar je bistvo tega, da dosežemo to, da se ustvari nek čut do te kulturne krajine, se pravi sploh do suhih zidov, ki jih je nakrasil na tisoče kilometrov.
Seveda smo pa poudarek dali na temu, da se najprej obnavlja tiste zidove, ki so v bližini naselij, so najbolj vidni in zaradi tega, da nekdo, tudi tujec, ki pride, bo rekel, kakšne odnose imajo tukaj do svoje dediščine, in s tem seveda smo šli, v tej fazi smo šli zelo, zelo daleč in tudi z velikimi dosežki. No, takole je začelo vse skupaj, ko smo bili še pastirčki, kot vidite, učili smo se takole zidati, to ni tako zdaj pač pomembno. Naprimer, tudi najbolj zahtevne so bile seveda tele hiške. Mi tega ne bomo delali, ker, kot vem, v Posočju ne obstajajo. Obstajajo seveda pastirski stanovi, hišk na Krasu je na stotine in vsaka je dveh ni enakih, kot lahko vidite. Prilagodili so jih načinu gradnje zaradi ustreznosti kamenja in terena. Bila so pa to, bi rekel, zasilna zavetišča pred mrazom, pred dežjem, neurjem, vročino in tako naprej. To bi lahko naredil eno predavanje samo o hiškah, tako da kot vidite, koliko je teh vrst. No, zelo velik, bi rekel, pustil pečat nam je pa Vojko Ražem. On je popravil več kot 50 hišk in preložil je, recimo v 8 letih, on je preložil več kot 600 ton kamenja sam. To niso heci, veste. Ker jaz kot poznavalec vem, kako to izgleda, in on je, žal je preminul, ampak pustil je pa za sabo veliko dediščino. To je kot vidite, lahko hiške ni nujno, da se obnavlja zmeraj z neko skupino, lahko to tudi na individualni ravni. Naprimer, jaz sem to počel z mojo hčerko, to je bilo v Živem muzeju Krasa, ta hiška bila namensko podrta in je ob sami poti, tako da smo jo praktično obnovila od 8:30 zjutraj smo začela, ob 16 popoldne je bilo to že končano. Je to malo bolj zahtevno delo, kot vidite, posebno k temu, ko rečemo velp, ali temu se reče tudi obodni zid. To so pa naše ledenice. Kot vidite, niso to samo zidovi, ta dediščina je zelo bogata, širokega spektra in seveda vsaka daje neko svojo težo, kar se tiče veščine izgradnje. Naprimer, to je most, suhozidni most iz našega kamnoloma, mojih prednikov, pradeda in tako naprej. Služil je za prevoz težkih kamnov. Potem so to odprte štirne, kot jim rečemo, odprti vodnjaki, to ni kav. To je pa, naprimer, izvir, tudi tako obzidan. No, to so potem seveda tudi vojaški objekti, ki jih je popolno, ne samo po Krasu, tudi po Sočju. Tudi te, jaz mislim, da je dolžnost, da se jih nekako ohranja za zanamce, za videti, kakšne grozote so se doživljale v teh krajih. In seveda potem so pa tudi neke vrste staroverske zadeve, ki so služile zaščiti prostora. To so naprimer tele stražiči ali tudi tročani, ki so jih vzidali v trikotnike in so seveda potem varovali prostor. Tudi to je del, se pravi, tega suhozidne gradnje, ki ima seveda nekako duhovni pomen. Taki zidovi so zgrajeni potem tudi v nekaterih jamah in so služili kot obredni prostori. Enega takega smo zdaj nedavno odkrili v Petnjaku, to je velika jama pri Brestovici, pri Poverju. Tam je očitno, da tisti zid globoko dol v jami ni služil za koze ali ovce, ampak je bil to nekakšen obredni prostor. Tako da jaz bi počasi s tem zaključil, če nisem mogoče prezgoden, ker nimam tajmerja. Mi lahko vi kaj poveste, kako sem s časom? Je v redu, tako da hvala. V redu, če ne vam edino lahko še to povem, da ko se to zdaj
vse je odvisno, kakšen kamen je, ne, za zidavo. Vsak kamen se da vzidati tako ali drugače. Največkrat se dela napake tako, da se kamen vrže na zid, kar se ne sme tega delati, ampak se ga položi. Druga stvar je, kamen ne moreš potiskati, ker to ni plastelin, ampak ga moraš podložiti z drugimi kamenčkami okoli, da on postane stabilen, mi rečemo, da ne šketlja. To je vsa osnova in potem treba gledati, da kamen, ki ga vzideš, se pravi v lice zidu, in tudi sam kamen ima neko lice, in potem, ko je zid po celi dolžini in po višini tako sezidan, se tiste krivine, ki so vmes, enostavno izgubijo. To je vsa osnova vsega tega. Seveda, drobiž tudi se ne kar stresa noter, ampak se ga lepo polaga in vsako luknjico zapolni, kajti ta drobiž je potem to vezivo, ki zidu daje še večjo stabilnost. Evo, tako bi jaz zaključil. Hvala vam za pozornost. Upam, da sem bil dovolj izčrpen. Najlepša hvala. Hvala lepa vsem. Pa zaključimo s snemanjem.